Spoštovani gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v zadnjem VTV magazinu v letu 2023. Tudi tokrat smo za vas pripravili zanimive prispevke. Na zadnji šolski dan v tem koledarskem letu so v mestni občini Slovenj Gradec namenu predali kar 2 prizidka, in sicer k osnovni šoli Podgorje in 3. osnovni šoli Slovenj Gradec. Obeh otvoritev se je udeležil tudi minister za vzgojo in izobraževanje dr. Dario Felda. Osnovno šolo v Podgorju v letošnjem šolskem letu obiskuje 148 učencev, na obeh podružničnih šolah pa 35 otrok. Ustanova je s prizidkom pridobila 3701 kvadratni meter novih površin, v okviru naložbe pa so preuredili 435 kvadratnih metrov obstoječih šolskih prostorov. Pridobili smo kar nekaj učilnic, kabinetov, novo jedilnico, gospodinjsko učilnico, nove sanitarije, vse v lepih barvah, svetlo in toplo. In to je tisto, kar želimo našim otrokom. Želimo jim, da vejo, kaj je lepo, kaj je estetsko, kaj je urejeno, kar je primerno za njih in tudi za bodoče rodove. V slavnostnem govoru je minister dr. Dario Felda izrazil prepričanje, da naj obnovljena in razširjena šola zdaj postane središče znanja. Učencem je zaželel veliko radovednih trenutkov, s katerimi bodo še obogatili svoje znanje. Mene tudi zelo veseli, ker tudi sam prihajam z podeželja, da se nekako na podeželju tudi skrbi za novosti, za šole, za prizidke. In po teh hkrati pridejo tudi dodatni novosti, recimo kot je tle vidim nekako nova tabla, tako imenovana pametna tabla, ki rečemo, čeprav je tudi zraven druga, klasična tabla, to je zelo pomembno. Vsi, ki se učijo in ki se učimo, moramo vedno imeti oboje. Ne more biti samo nekaj novosti, moramo tudi vedeti, kaj je bilo prej, kako se je nekaj razvijalo. In tudi dejansko je treba vedno dati nekemu prakticizmu, tudi nek čar. So teorije, tudi pri matematiki, sem tudi sam matematik, ampak vedno pravim, treba vedno pogledati, kje se to uporabi. Ker če tega ni, pomeni, da otroci tudi ne vejo, zakaj se pravzaprav učijo neke stvari. Ja, res se ne zgodi vsaki dan, da smo priča odprtju 2 novih prizidkov k 2 osnovnima šolama, in sicer tu v Podgorju pri Slovenj Gradcu in na Štibuhu pri 3. osnovni šoli. Zelo pomembni inštituciji. Zakaj pa je prišlo do tovrstne odločitve in gradnje, je seveda na začetku prejšnjega mandata smo naredili res eno obhod, analizo stanja naših osnovnih šol in videli, kakšne so potrebe po, se pravi, in obnovi in po prizidkih, in temu sledili seveda tudi skozi celoten mandat. Ker nekaj manjših obnov so bile deležne tudi ostale šole, večji 2 investiciji pa sta bila seveda ta 2 prizidka, in res sem prav vesel, da je trend tudi takšen, da tudi šole na podeželju potrebujejo več prostora. To pomeni, da se tudi podeželje kot takšno razvija, da še vedno aktivno živijo podružnične šole. Tukaj v Podgorju kar 2 podružnični, v Šmiklavžu in na Razborju. Učenci osnovne šole Podgorje so za goste pripravili zanimiv program. Obiskal jih je tudi dedek Mraz, kjer so pokazali, na katerih področjih vse so močni. Povejmo, da je vrednost gradbenih del ocenjena na 1 351 000 evrov. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je za naložbo prispevalo 350 979 evrov, Ekosklad pa 113 491 evrov. Demografski trendi pa so tudi spodbudni. Moram pohvaliti našo mestno občino z gospodom županom na čelu, da delajo veliko na tem področju, kar se tiče stanovanj,
in tudi v Podgorju bo nekaj novih stanovanj, tako da upamo, da bo demografsko tudi šlo malo na bolje. Tudi na 3. osnovni šoli Slovenj Gradec, ki izobražuje otroke in mladostnike z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, so na novo pridobitev že težko čakali. Te občutke je pravzaprav nemogoče opisati, ker smo enostavno toliko let čakali na ta dogodek, ki se bo danes zaključil, in pravzaprav mislim, da bojo pravi občutki prišli šele kak dan kasneje. Pridobivamo res zelo velik projekt, dozidavo šole v večji velikosti, kot je bila obstoječa šola. Poleg tega je v tem času potekala tudi rekonstrukcija obstoječega dela, tako da, če zdaj v kratkem rečem, pravzaprav imamo vse to, kar mora šola z otroki, ki torej izvaja vzgojo in izobraževanje pri otrocih s posebnimi potrebami, tudi imeti. Opremljeni smo zelo dobro in res smo veseli in smo tudi prepričani, da bomo da bodo naši strokovni delavci lahko to z pridom izkoristili in tudi so to znanje, ki ga sicer imajo in ga v obstoječih slabih pogojih niso morali predajali, bodo to gotovo z veseljem naredili še naprej. 3. osnovna šola je s prizidkom pridobila 1049 kvadratnih metrov novih prostorov, z naložbo pa so obnovili tudi 157 kvadratnih metrov obstoječih šolskih prostorov. Nažalost imamo v Sloveniji kar nekaj takih centrov, ki jih še nismo uspeli tako prenoviti, kot je v Slovenj Gradcu. To je res zelo dobro došlo in tudi vemo, da je treba nekako tudi tem ranljivim skupinam dati možnosti, da razvijajo vse svoje potencijale. Oni so morda še, rekel, posebni v tem, da je treba v njih te potencijale poiskati. Nekateri so recimo taki, da ne pokažejo potencijalov in je treba dejansko z njimi zelo osebno delati in videti, kaj pravzaprav je tisto, kar je pri njih močno in v čem bi lahko recimo oni prinesli, kar se da čim več tudi družbi. In še posebno pomembna investicija pa je se zame prizidek k 3. osnovni šoli. Vse vemo, da je ta šola s prilagojenim programom in tudi tam 1000 novih neto uporabnih površin. Tukaj v Podgorju 370 novih uporabnih površin, tudi tukaj prenovljeni stari prostori, enako kot so prenovljeni na 3. osnovni šoli. In s tem res mislim, da smo dali obema šolama res odlične pogoje za izobraževanje, takšne pogoje, kot si jih predvsem učenke, učenci in pa profesorski zbor tudi zaslužijo. Temeljni kamen za 3. osnovno šolo je bil položen 6. junija 2022, za osnovno šolo Podgorje pa 15. junija 2022. Dela so na obeh deloviščih zaključili 3 mesece pred rokom. Učenci in učitelji osnovne šole Hruševec Šentjur so slovesnostjo, ki je sovpadala z dnem samostojnosti in enotnosti, obeležili zaključek energetske obnove šolske stavbe in telovadnice. Šola s telovadnico, ki je bila zgrajena pred 28 leti, je že dolgo klicala po energetski obnovi. Občina Šentjur je decembra letos s pomočjo evropskih sredstev končala celovito prenovo šole. Cena objekta je bila tam nekje 2 milijona 900, dobrih 1 milijon 900 brez DDV, se pravi, zdaj je tam nekje 2 milijona 300. Sredstva pa smo pridobili tudi z strani države oziroma Evropske unije, šlo je pa seveda za energetsko učinkovitost. Tam pa je seveda zgodba taka, da ti delijo procente sredstev glede na upravičene stroške. Upravičeni stroški so pa seveda povezani samo z izolacijo in s podobnimi stvarmi, zraven pa seveda pride še ogromno stroškov, ki so funkcionalne narave in tistega pa seveda niso financiranja, tako da je bila, bom rekel, ta vrednost, ki smo dobili cirka 640 tisoč evrov in dejansko je pač to ta prispevek oziroma ta vložek, ki smo ga pridobili na nek način. Obnovili so tudi športno dvorano, nadejajo pa se še dodatnih sredstev za druge naložbe. Streha na športni dvorani je bila seveda celoti tudi zamenjena, namreč tudi tam smo imeli, kot sami dobro veste, težave, to je urejeno. Imamo pa tudi že pripravljen projekt prizidka,
s čimer bomo izboljšali tudi samo funkcioniranje športne dvorane in pa tudi že del za notranjo opremo. Kako bo pa s tem, bomo pa seveda videli v prihodnosti, kajti odvisno je tudi od razpisov, od cen na trgu, če želite. In pa seveda pričakujemo tudi še ta toliko opevani razpis Ministrstva pristojnega za šport v tem trenutku, kjer tudi želimo pridobiti oziroma se bomo prijavili na razpis in upam, da bomo pridobili vsaj kakšen del sredstev. Kajti gre seveda za, lahko rečem, kar veliko naložbo, veliko investicijo. Namreč kompleten severni del, če želite, bi bilo potrebno obnoviti, prizidati. Gre za kar veliko površino, kar pa seveda nanese zraven tudi, bom rekel, kar nekaj stroškov. Bi pa s tem seveda izboljšali, bom rekel, pogoje športa in pa seveda tudi celotnega pedagoškega procesa na tej osnovni šoli. Delo in počutje na šoli, ki ima kar 4400 kvadratnih metrov površin in 3400 kvadratnih metrov strehe, obiskuje pa jo nekaj manj kot 400 učencev, bosta odslej zagotovo boljša tudi za zaposlene. Vsi smo zelo zadovoljni zaradi tega, kajti streha, ki je bila dotrajana, je zdaj brezhibna. Potem imamo fasado novo, okna nova, ki so tudi puščala od zraka do dežja. Tako da zdaj je v redu, pa ne samo to, še kar precejšnja dodana vrednost je, da je pravzaprav ogrevanje rešeno centralno računalniško, tako da lahko iz enega mesta upravljamo, kakšna bo temperatura v prostorih, kajti pri tem smo imeli, naprimer, ravno za 14 dni je bilo razlike med južnim delom pa severnim delom, kar se tiče temperatur, in potem je to bilo treba malo zapirati, odpirati, zračiti in tako naprej. Prihranek je pa, če globalno gledamo, se računa nekje 40% prihranka, kar je tudi prihranek za sam planet Zemljo, po drugi strani pa tudi za proračun šole in pa posredno občine. Tako da to je vsekakor investicija, ki je smotrna in potrebna. Energetska sanacija šole Hruševec Šentjur je le ena izmed večjih naložb občine v iztekajočem se letu, ki so ga zaznamovale tudi poplave. No, moram priznati, da je bilo letošnje leto zelo naporno, kajti imeli smo zelo veliko, bom rekel, večjih investicij. Ta je recimo ena izmed njih. Zaključili smo recimo vrtec Planina, kar je bil tudi, lahko rečem, kar zajeten zalogaj. Zaključili smo zgodbo industrijske cone Šentjur Jug 3, kjer je bil tudi velik projekt. S tem smo tudi zaokrožili industrijsko cono, ki se sedaj razteza na cirka 100 000 hektarjih. Skratka, gre kar, bom rekel, za zelo zajetne investicije. Ne nazadnje atletska steza, tudi kar nekaj cest je bilo posodobljenih, tako da leto je bilo, lahko rečem, investicijsko zelo naporno. Vendar sem z tega vidika seveda zelo zadovoljen, kajti dokler lahko investiramo, je vse lepo. Bojim se, da pa v prihodnosti več ne bo tako, kajti trenutno stanje na trgu je, lahko rečem, milo rečeno konfuzno. Veliko veselja, optimizma, pevskih in drugih veščin so ob posodobljeni šoli pokazali učenci, ki so pred božično-novoletnimi počitnicami ter dnevom samostojnosti in enotnosti pripravili slovesnost. Razveselili pa so se tudi božičkov, ki so si s kolesi prišli ogledati prenovljeno šolo. V Dravogradu je zadnjič v tem letu potekala 10. redna seja občinskega sveta. Svetniki so imeli na dnevnem redu 13 točk. Med drugim so sprejeli proračun za prihodnje leto, ki je zgodovinsko velik. Pred sprejetjem je bil dan v javno obravnavo. Obravnavala so ga tudi vsa delovna telesa občinskega sveta. Nanj ni bilo posebnih pripomb. Vreden je 27,5 milijona evrov. Velik del sredstev odpade na investicijski del oziroma na izvajanje sanacijskih del po poplavah. Ta del je nekako težak 12,7 milijona evra. Redni del pa dobrih 10,5 milijonov. Seveda v tem rednem delu so zajete vse te zakonske naloge, ki jih občina mora upravljati, se pravi tako delovanje same občinske uprave, potem sredstva za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo, za socialno varstvo, za zdravstvo, za kmetijstvo, za redno vzdrževanje tako gozdnih kot občinskih cest in seveda za številne ostale dejavnosti. Hkrati pa seveda je v proračunu tudi tako imenovani načrt razvojnih programov, kjer že poleg teh omenjenih 12 milijonov in 700 za investicijska dela po poplavah ostajajo še seveda določeni programi v višini nekje dobrih 5 milijonov evrov. V ta sklop so zajeti določeni cestni odseki in pa protipoplavna zaščita. Tu gre za en izjemno pomemben projekt v celoti vreden 11 milijonov evrov.
Z njim bomo zgradili protipoplavne armirano-betonske zidove ob reki Dravi in pa ob reki Meži na obeh bregovih. Gre za 100% sofinanciran projekt strani Evropske unije iz načrta za okrevanje in odpornost. Projekt bo vodila Direkcija Republike Slovenije za vode. Občina je pa v tem času nekje, založila dober €1 milijon za pripravo projektne dokumentacije in pa za odkupe oziroma služnosti zemljišč. Proračun je torej izjemno ambiciozno naravnan. V njem lokalna skupnost ohranja vse tiste dobre projekte, ki so se v tem letu že izvajali, tako na področju mladinske politike, dela starejšim in drugo. Svetniki so s sprejetjem odloka precizirali tudi način opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Občina Dravograd je že pred leti pristopila k skupnemu projektu vseh 5 občin Dravske doline. Zgradili smo nov vodovod, poimenovan po reki Dravi. Seveda ta enoten vodovod zahteva tudi enotnega upravljavca. Že takrat je bilo dogovorjeno, da bo to javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi. Občina Dravograd je sprejela ustrezne pravne akte. Sedaj sprejemamo tudi enotno ceno, ker cena vode mora biti na tem sistemu enaka. Ostale občine Dravske doline že od meseca maja to ceno imajo, mi jo bomo uvedli s 1.1. leta 2024. Sama koncesija javnemu podjetju Radlje ob Dravi pa je podeljena za dobo 5 let. Cena kubičnega metra voda bo dober €1, bo večji, kot je bil do sedaj, ampak tudi po izračunih, ki je naredilo naše komunalno podjetje, če bi to upravljanje ostalo v rokah našega domačega komunalnega podjetja, bi ta cena bila enaka oziroma malenkost nižja, kot pa bo sedaj ta enotna cena. Na seji so sprejeli tudi povišane cene programov Vzgojno-varstvenega zavoda Dravograd. Vsako leto, konec leta, žal prihaja tudi seveda do teh, finančnih načrtov vseh javnih zavodov, žal zato, ker so seveda cene nekako narejene na podlagi, vseh vhodnih stroškov, ki jih ti zavodi za upravljanje svoje dejavnosti imajo, tako da se bo tudi enota cene oziroma skrbnina v vrtcih dvignila. Vrtec se bo podražil, treba je vedeti, da na ceno vrtca najbolj vpliva skoraj več kot 70% cena stroška dela, ostali del pa odpade na materialne stroške. Te cene so potrdili tako svet staršev, svet zavoda, in ko so te cene potrjene na teh obeh organih, seveda pridejo na občino. Občina te cene nekako kalkulira tudi v svoj proračun. Treba je vedeti, da mi krijemo kar velik del do te polne cene, ki jo plačujejo starši. Na letnem nivoju okoli €1.300.000. Sam vrtec se bo podražil nekje za dobrih 10%. Občini je pereča tematika pomanjkanje parkirišč, zato so svetniki sprejeli sklep o določitvi novih urejenih parkirišč oziroma območij kratkotrajnega parkiranja za osebna vozila, tako imenovane modre cone. Parkirišč nikoli ni dovolj, zato seveda omejujemo parkiranja na javnih parkirnih prostorih s tako imenovanimi modrimi conami, in to je tudi seveda predlog današnje točke na občinskem svetu. Občina Dravograd je lani kupila drsališče iz umetne mase, ki dobro služi svojemu namenu. Drsališče se je dobro prijelo letos drugo leto. Tukaj sem zelo vesel, da pri tem sodelujejo tudi mladi, Društvo mladih Koreoška iz Dravograda, ki seveda pelje te vzporedne dejavnosti skupaj z našim javnim zavodom Dravit, številne prireditve. Drsališče je, dobro obiskano, verjamem, da sedaj v tem prazničnem času še bolj, tako da mislim, da je ta investicija bila nekako upravičena in da bo služila še seveda vrsto let. Decembrsko dogajanje je popestril še Božičkov nabiralnik, v katerega so otroci v samo enem vikendu oddali preko 300 pisem. Tudi v občini Šmartno ob Paki v novo leto vstopajo s sprejetim proračunom. Bodo pa še precej časa odpravljali posledice avgustovskih poplav. Občina Šmartno ob Paki praznuje občinski praznik 11. novembra, saj je njen zavetnik sveti Martin. O prazniku so pripravili številne dogodke z osrednjo slovesnostjo v kulturnem domu. Pestro pa je bilo tudi ves december. Občinski praznik je za nami in vsa ta praznovanja, vse to, kar spada zraven, kleti odprtih vrat, vsi dogodki. Potem seveda prehod v december, prižgali smo prvo adventno svečo, sedaj pa naprej nadaljujemo z temi decembrskimi prireditvami, otvoritev razstave, delo slikarske kolonije, ki je potekala še v sklopu martinovanja.
pa potem druženje vinogradnikov, predbožično druženje v Martinovi vasi, letos ponovno 2 dni. Nekaj prireditev pa pripravljajo tudi okoli Silvestrovega. Novoletno srečanje oziroma silvestrsko srečanje v malem nogometu, tradicionalno več kot 30 let že to se dogaja vsako leto na Silvestru ob enih popoldne, pa potem na novega leta dan pozdrav novemu letu, tradicionalno tudi že letos v Martinovi vasi, da nekako zaokrožimo in združimo te prireditve. Nekako mi je prišlo na uho, da bodo tudi nekateri silvestrovali v Martinovi vasi, tako da tudi tu bo verjetno se našlo kaj zanimivega. Tudi občino Šmartno ob Paki so močno prizadele poletne poplave. Voda je zajela kar okoli 60 objektov, predvsem na območju Rečice ob Paki in Roj. Čiščenje se je v veliki meri že končalo, sanacija pa bo trajala še kar nekaj časa. Tudi zato, ker so se ob tem sprožili številni plazovi. Mi že saniramo 2 plazova, nekaj smo že postorili, ker precej teh intervencij so bile zaključene že v mesecu avgustu, septembru. Sedaj pa sanacije, kot sem rekel, že na plazovih delamo intenzivno, na vodotokih država pravzaprav se ničesar ne dogaja, to smo zelo žalostni oziroma nekako tudi ne uspemo skozi naše urgence doseči, da bi se tudi na Paki kaj zgodilo. Na drugi strani pa seveda največji izziv trenutno preselitve občanov, tistih, ki pa živijo na poplavnem območju, zagotoviti nadomestne lokacije, kjer prav tako še čakamo na bolj izčrpna in konkretna navodila države, da bomo lahko k temu pristopili sami. Imamo kar nekaj idej, kar nekaj tudi pripravljenih predlogov, vendar pa za konkretne akcije, za konkretne korake pa še ni dovolj pravnih podlag. V četrtek, 21. decembra, je v sejni sobi potekala 8. redna seja sveta. Na njej so med drugim obravnavali predlog sklepa o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe, ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov. Potrdili so nekoliko višje cene za prihodnje leto, enako kot v mestni občini Velenje in občini Šoštanj. Sprejeli pa so tudi proračun za prihodnje leto. V proračunu za prihodnje leto načrtujejo okoli 4 milijone 200 tisoč evrov prihodkov in okoli 7 milijonov 200 tisoč evrov odhodkov. Kar veliko je tega vpliva, predvsem dobili smo predplačilo za sanacije na občinski infrastrukturi 2 milijona 700, seveda tega v letošnjem letu nikakor ne moramo nekako oplemenititi oziroma potrošiti, tako da to bo prenos za naslednje leto. Imamo čas 12 mesecev, da ta sredstva porabimo za sanacijski program, ki smo ga poslali na ministrstvo že v mesecu novembru. V prihodnjem letu pa si župan med drugim želi, da končajo veliki projekt podhoda pri železniški postaji. Trenutno urejajo birokratske zadeve za prestavitev postajališča stare lokacije na novo. V zdravstvenem domu Velenje že nekaj mesecev za naročanje pacientov uporabljajo portal Iris. To pa vendarle ni edini način za naročanje k zdravniku. V zdravstvenem domu Velenje so se zaradi varovanja občutljivih osebnih podatkov odločili vzpostaviti varnejši način elektronske komunikacije preko portala Iris za paciente, ki je nadomestil dosedanji način spletnega komuniciranja z ambulanto. Še vedno pa je možno osebno naročanje ali pa prek telefona, ukinili so le komuniciranje s pacienti prek elektronske pošte. Ja, z Irisom smo začeli že nekaj mesecev nazaj. Njegovo bistvo je predvsem to, da omogoča bolj varno komunikacijo, ker je potrebna za njegovo uporabo registracija. To pomeni, da ko vi pošljete neko sporočilo, ko naročite neko zdravilo ali pa želite neke informacije, da je res večja verjetnost, da ste to vi tisti, da ne ukrepa nekdo drug v vašem imenu.
Uporaba poteka na tak način, da se je najprej potrebno registrirati, kar lahko naredite v ambulanti svojega osebnega zdravnika, kjer potrebujemo od vas vašo telefonsko številko in elektronski naslov, kamor potem uporabnik dobi registracijske podatke, s pomočjo katerih se potem prijavi. Ali pa, če imate digitalna potrdila, kot so SIPAS ali SMS pas, ki jih pa lahko brezplačno prejmete na upravni enoti. Potem, ko se vi na ta portal prijavite, lahko pošiljate sporočila, lahko naročate recepte, medicinske pripomočke, vidite recimo tudi, kar se bolniških staležev tiče in tako naprej. V primeru otrok so pooblaščene osebe njihovi starši, kar pomeni, da se registrirajo starši in uporabljajo portal v otrokovem imenu. Tudi starejše osebe, ki niso vešče dela z računalnikom, lahko nekoga pooblastijo, da portal uporablja namesto njih. Kaj pa tisti, ki bi se vseeno radi naučili samostojne uporabe portala IRIS? Ja, tudi na to smo pomislili. V januarju bodo organizirane delavnice s prikazom registracije in uporabe portala v sejni sobi zdravstvenega doma, in sicer ob torkih in četrtkih. Prav tako bomo sodelovali z raznimi društvi. Začenjamo z Društvom upokojencev Velenje, kjer bomo v njihovih prostorih izvedli delavnico za uporabo in registracijo IRIS portala. Ohranjamo še vse do sedaj uveljavljene komunikacijske metode, se pravi, dokler se ta IRIS portal ne razširi dovolj, je še vedno mogoče naročanje prek spletnih obrazcev, ki jih ljudje že poznajo. Še vedno je možno naročanje preko infotočke, kamor lahko pridete osebno ali pa pokličete po telefonu. Še vedno pa so tudi odprti telefoni za klice v ambulantah v času njihovega ordinacijskega časa. Glede na to, da portal IRIS deluje že nekaj mesecev, ali se je že prijel med uporabniki? Ja, zdaj počasi je vedno več uporabnikov, mislim, da se poslužujejo. Opažam, da so tudi nekateri že spoznali, da lahko naprimer zdravila neposredno naročijo. To je recimo ena izmed prednosti, ker zdravila, ki jih imamo mi vnešena v stalni terapiji, lahko uporabnik prek tega IRIS portala vidi in tudi samo poklika tista zdravila, ki jih potrebuje. V tem primeru ne bo prišlo do napak pri zamenjavi zdravila, ali pa zaradi tega, ker bi se ime zdravila narobe izgovorilo ali pa narobe zapisalo. Lahko uporabnik prepozna zdravilo in ga poklika. Bi pa ob tej priliki tudi malo opozorila, da je možno, da so v tej stalni terapiji niso posodobljena zdravila, na kar pa lahko uporabnik tudi opozori. Se pravi, če je neko zdravilo, ki ga on ne prejema več, lahko opozorite, pa se potem to zdravilo pobriše ven. In v nasprotnem primeru, če je neko zdravilo zdaj postalo v stalni terapiji, pa še ni bilo vnešeno v stalno terapijo, se tudi to lahko posodobi. Registracijo prek portala IRIS poleg Zdravstvenega doma Velenje uporabljajo tudi nekateri drugi zdravstveni domovi po Sloveniji.